Živijo sem, pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila en tak malo bolj drugačen video in sicer, kakor ste lahko iz naslova ugotovili, sem sledila tutorialu Anje Kolenc in tole je make-up, ki je nastal pri meni po njenih navodilih oziroma po njenem tutorialu. Tako da, če te zanima, kako sem vse skupaj naredila, definitivno gledaj naprej. V spodaj v infoboxu bom pa pustila vse informacije in tudi povezavo do Anjinega videa, če bi se slučajno želeli pač pogledati tudi njen originalen video. Tako da ja, zdaj pa gremo naprej. Ok, začnimo. Hvala čikaj, evo, moj drugi YouTube video in moram priznati, da sem ponosna na se, da dejansko snemam. Bravo, Anja! Bom malo prevrtela naprej, ker sem pogledala že ta intro video, tako da gremo na del, kjer Anja začne delati make-up. Evo, sled naprej, upam, da se kaj novega naučiš, kaj novega vidiš, spoznaš, whatever, gledaj naprej. Evo, tule je tale zelo slavna paleta. Moram priznati, da je ena izmed lepših. Prva stvar so seveda oči pri meni. Ok, stop. Začenjam z bazo, to je pil iz baza, nikoli najbolj znana, najbolj posebej. Baza je malo posebna, ne uporablja se lahko, se daje bazo, ki mi mogoče poznamo, ampak se daje ščopiček, ki se jaz tapka. Ok, jaz te baze nimam, tako da bom za primer oziroma za bazo uporabljala namesto tega korektor od Makeup Revolutiona. Jaz jo uporabljam drugače v odtenkih C2 pa C6, danes bom za to uporabljala odtenk C2. Kakor vidim, je Anja v bistvu začela pri očeh, to je čisto drugače, kakor jaz običajno delam make-up, tako da že sam iz tega vidika bo majčkeno težje zame. Upam, da bo ta korektor deloval približno vsaj toliko, da bom lahko make-up naredila. In ja, grem narediti to, kar Anja kaže na videu. Zdaj ne vem, ali se ta korektor isto obnaša kot ta baza, ampak glede na to, da Anja bazo tapka s čopičem, bom jaz tudi to naredila. Moram reči, da je to čisto drugačna tehnika, kot jaz običajno delam make-up. Že sam zaradi tega sem rekla, da bi mi bilo v bistvu ful zanimivo narediti enkrat tak make-up na ta način, ki jih Anja dela. Tako da, če že probavam, pa dajmo še zraven posnet. Jaz bom majčkeno zatapkala z prsti. Upam, da bo v redu. Aha, tlele rob, tale rob, Anja, kakor vidim, z čopičem zablenda. Jaz upam, da bo to delovalo. Pa glede na to, da Anja dela en uč najprej na kameri in potem pač še drugega naredi posebej, bom jaz isto naredila, ker bo po moje hitreje, kakor da oba dva snimam. Tako da, gremo dalje. Snimo bazo mokro, zaradi tega se tudi senčke toliko lepše pridejo. Ne, moja je mokra. Vzamem en blending brush in z rdečo barvo pričnem nekako našo obliko, ki vodi v proti lisišču. Ok. Vzela bom torej to slavno paletko in pa rdečo barvo, ta je You're Kidding iz palete, se pravi verjetno tole, edina taka rdeča, zares rdeča. No, zdaj pa da vidimo Wish Me Luck. Nikoli še v bistvu nisem delala make-upa na ta način, da bi v bistvu pekala gor barvo oziroma da bi jo s čopičem tako nanašala, ne da bi jo blendala dejansko, tako da it's a first time for everything, pravijo, ne? Upam, da bo šlo. Bomo videli. Približno en tak fluffy čopič ima Anja. Ok, zdaj bomo vzela majčkeno manjši čopič, malo bolj tak ploščat, zaradi tega, da bom lažje naredila ta v proti lasišču. Zdaj vidim, da sem že v obliki majčkeno drugače naredila kot Anja. Anja ima ta del majčkeno bolj dol, se pravi, da pride malo bolj tako, se pravi, šik.
Jaz bom zgleda pač imela malo bolj na okroglo, ampak oh well. Ok, in potem je rekla, da je vzela manjši čopič, začela blendati, zdaj pa, ne zgleda, kakor da bi imela dodatno barvo gor, tako da jaz bom kar čopič prazen vzela, oziroma čist čopič. Manjši čopič bom vzela, za vsak slučaj. Da ne bo slučajno krivo kaj to, da jaz nisem ta pravega čopiča vzela. Kako bi jaz lahko tale rob bolj natančno naredila? Zdaj pa prav Anja, da je vzela čopič manjši pa... No Bills in sledi... No Bills, čakajte, zdaj pa jaz moram pogledati. No Bills je odtenki iz paletke, samo da ga jaz najdem. No Bills. Ne, kako? Čakaj malo. Bordeaux rdečo. No Beans. Aha. To pa ja, No Beans. Sem razumela No Bills, brez računa. Pa jaz vem, kako oni poimenujejo te senčke. V glavnem, vzela je to in jo zabrisala nižji tukaj. V bistvu predvidevam, da tam, kjer bo potem prišel tudi ta cut crease oziroma bleščice. In spet blendaš, dokler ti ne odpade roka. Zopet vzamem Pilouise bazo in naredim isto obliko, kakor smo jo naredili s senčkami. Tukaj si res vzamem čas, naredim to počas, ker hočem, da je linija tako ravna, da je skoraj nemogoče. Ok, zgleda bomo spet vzeli korektor pa čopič. Ok, recimo, da imamo nekaj tazga narejen. Zdaj, sam ni toliko svetlo, ker se pač barva zmeša od senčke v spodaj v ta korektor. Ok, grem naprej, da bom obrobila, se pravi, to linijo z črno barvo pa enim manjšim čopičem, tako kot Anja naredila. Pa mislim, da bojo bleščice celo na vrsti. Tako da ja. In po tej črni liniji potem nanesem še bleščice, tole so od Urban Decay Glam Rock. Ok, jaz teh bleščic nimam, imam pa tukaj celo torbico bleščic, sigurno imam ene črne, vem, da imam od Stile črne v odtenku Molten Midnight, tako da bom, sicer so takole, pa na aplikator so, tak debelejši, tako da jih ne bom direktno gor nanašala, ampak jih bom s tem istim čopičem, ko sem črno barvo gor dajala, zdaj nanesla še te bleščice. Puder, ki ga danes uporabljam, je od Armanija Luminous Silk Foundation v odtenku 6,5 in priznam, da mi je še mičkan svetu. Ok, zgleda je Anja šla zdaj naprej na puder, tako da bom jaz to kar posnela oziroma bom to naredila brez, da pač posnamem zaradi tega, ker puder ste me videli že 100-krat nanašati, pa da prihranim malo na času celotnega videa. Predvidevam, da navadno nanese pač puder gor. Edin ta del tukaj mene ponavadi skrbi, kako tle okoli puder lepo zabrišeš. Tako da bom zdaj še to pogledala, če pokaže. Pa da še to... Ne zgleda, da bi
zelo kaj veliko se osredotočila na... Uporabljam Fit Me korektor v odtenku 20. To vsi veste, kako zablendati, tako da sem preskočila. Ok, se pravi, podlago pa korektor je ona dala gor normalno, brez kakršnih koli večjih, kako bi rekla, ne težav, ampak na drugačen način, kot pač to običajno delamo. Tako da bom to zdaj naredila, pa se vrnem nazaj. Jaz sem si v bistvu zdaj naredila še drugo oko, se pravi drug uček. Podlago sem gor dala, zdaj zaenkrat izgledam ful svetla. Ne vem, zakaj na kameri izgledam toliko svetla, ampak ok, v živo nisem zares. Maskaro za obrvi, glih to, da jih nazaj potemnim zaradi pudra. Jaz si bom narisala, se pa mojih je ona In pa na koncu. nujno, česa ne smete spustiti, je spodnja linija učka. Vse lepo zablendaš in vse tako rata lepo kohezivno. Ok, torej manjka še spodnja linija. Predvidevam, da je uporabila iste barve, se pravi to živo rdečo in pa mečkan teta temne. In evo, sem dala že gor umetne trepalnice in narisala obrvi, ker ste to videli v prejšnjem videu. Evo, trepalnice so gor, obrvi so gor, jaz bom pa zdaj v bistvu nadaljevala šminko, tako kakor Anja. Jaz sicer imam črno šminko, ampak sem jo na žalost pozabila v Ljubljani v studiu, danes nimam od doma. Tako da bom danes pač uporabila gel liner kot nadomestilo za črno mat šminko. Pa ne vem, pa verjetno se vrnemo še na lička, tako da najprej šminka, pa naprej. Seveda v inner corner vedno dam še neko svetlejšo senčko, ali je v zlatem ali v srebrnem, seveda gre tukaj srebrno zraven. Seveda gre tukaj srebrno zraven, tako da jaz jo bom vzela iz tele paletke od Revolution Pro s 4 highlighterji, tole tukaj, z manjšim čopičem, tako kot Anja, isto nanesem v notranji kotiček. To je highlighter, tale je od Meka. Ok, ona je highlighter dala brez da bi blush dodala, tako da na to nisem računala, malo se mi jezik zapleta, tako da jaz bom dodala malo več bronzerja še tukaj čez, zaradi tega, ker sem prej samo contouring naredila, pa pač da ne bojo lička prazno. Ok, highlighter bom pa v bistvu vzela iz te iste paletke, sam tega le tukaj, kaj tak malo bolj rose gold barva. Ok, zgleda je to, končan make-up. Jaz mislim, da za prvi try oziroma prvi poskus tazga malo bolj močnega make-upa, ki je izven moje cone obdobja, izven cone, pa ne bom rekla mojega znanja, ampak, kako bi rekla, stila make-upov, ki ga jih pač jaz delam običajno na strankah na sebi, se mi zdi, da mi je pač kar v redu ratal. No, ta glavna sodnica bo seveda Anja in pa vsi vi, ki ste gledali ta video. Dajte mi v spodaj v komentarjih napisati, kako se vam je video zdel, a sem približno zadela make-up, ki ga je naredila Anja. Seveda bodite, kako bi rekla, prizanesljivi, ker je to še vedno moj prvi poskus in tako no, jaz bi rekla, da sem kar ponosna nase, ker čisto iskreno sem majčkeno dvomila ne v svoje sposobnosti, ampak v to, da mi bo že v prvem poskusu ratal vsaj na približno tako narediti. Ja, v bistvu imela sem sicer tukaj le še pripravljene uhane, ki jih ima Anja tudi v videu, oziroma ful podobne uhane, ki jih ima Anja v videu, ampak če smo že pri koncu, pa jih nisem predala gor. Oh well. Bom jih pa zafotko na Instagramu, tako da čekam še moj profil tam in polajki fotko.
To je to. Hvala, da ste me gledali, upam, da vam je bil video všeč, mogoče bom v prihodnje naredila še kakšnega, da bom sledila kakšnemu drugemu tutorialu od kakšne druge punce. In ja, to je to za enkrat, v prihodnje pa pripravljam tudi majčkeno več tutorialov na temo večernih make-upov, ki so primerni za poroke, za maturantske plese in tako naprej, ker se bliža spet sezona teh dogodkov, tako da boste lahko dobili tudi kakšno idejo oziroma da boste pač videli, kakšni make-upi se nosijo, recimo, kakšni so zdaj trenutno v trendu, če se bo kera sama mazala za maturantski ples in tako naprej, da pač imate neko podlago, kateri lahko sledite. Tako da ja, no, ne pozabite se tudi subscribati valjda na moj kanal. Hvala Ani, da je posnela ta video, da sem ga lahko sledila. In valjda ne pozabite tudi čekati tega kanala na Instagramu oziroma tudi na YouTubeu, pa pofollowajte tudi njo, ker je izjemna make-up artistka in v bistvu, kar se mene tiče, ona obvlada te make-upe, sploh te, ki so majčkeno bolj dramatični, barvni in tako naprej. Vidite, kaj mi sonce nagaja, super. V glavnem, hvala še enkrat, da ste me gledali in se vidimo naslednjič. Čau!